Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji iz našega studia. Danes se nam je v studiu pridružila poslanka Socialnih demokratov Marija Bačič, ki jo lepo pozdravljam. Torej, če se za začetek dotakneva nekako aktualnih tem, pred dnevi je potekala stavka javnega sektorja, zaposleni v vzgoji in izobraževanju so svojo stavko napovedali za 14. februar. Kako komentirate, oziroma kakšno je vaše mnenje o stavki javnega sektorja? Ja, kot sami stavki, pač nimam najboljšega mnenja, da je to potrebno s stranko zagotoviti tisto, kar pravzaprav se jim je vzelo. Stavka je zakonita, torej lahko stavkajo, vendar mi vemo, da je bilo tem, ker so bile kršene pravice že od leta 2008, bom rekla, in pa ko je nastopil ta zloglasni, bom rekla, ZUJF, ne. Res jim je bilo veliko vzeto in zdaj, če drugače ne morejo priti do tega, da bi se jim to izravnalo, potem pač morajo izsiliti stavko. Res pa je, da vprašanje, to bo stalo okrog 990 milijonov. Kje? In kako bo država lahko to vse zagotovila. Zakonsko bi pravzaprav morala, ampak vendarle mi imamo sprejeto fiskalno pravilo. In zdaj že predsednik tega fiskalnega sveta je rekel, da pač 2018 je zelo, zelo natesno bo šlo in mi čez mejo tega pravzaprav ne smemo, ne. Tako da bo dejansko dogovor mogel biti in razumeti bodo morali vsi, je pa se to zgodilo na en neprimeren način, ko so ekskalirali zdravniki, ravnatelji, direktorji. Se pravi, najvišjemu sloju so brez dogovora, je vlada torej dovolila, da so se jim plače kar fajn povečale, za te najbolj ranljive, sploh iz skupine J, da so pod minimalno plačo skoraj, bomo rekli, pa ni sprejemljivo, tako da z tega stališča se strinjam, če pač ni drugega orodja, da pač stavko to izsilijo. Ko ste dejali, mogoče stavka nekako nepotrebna, vendar pa tudi sami ste delali v javnem sektorju, nekako razumete potem njihove težave, kot ste dejali, predvsem teh v sektorju. Absolutno razumem, absolutno razumem. Predstavljajte si srednjo medicinsko sestro, ki dela po 12 ur in z vsemi dodatki skupaj pride na 1000 evrov. In ljudje bodo izgoreli, če bo to tako, ne. Torej, pomanjkanje delovne sile je itak, ne. In vsaj te, ki delajo in z voljo delajo, da bi ti nagrajevali, tukaj enostavno ne gre. In tudi pomočnice vzgojiteljic za 700 evrov delajo in vemo mi, kakšno je delo za otroci. In tako da tukaj se z njimi popolnoma strinjam in to je potrebno sistemsko urediti. Plača je seveda torej največji problem. Kljub temu pa je ministrica Anja Kopač Mrak pred dnevi objavila, da se je minimalna plača dvignila, ta bo letos znašala dobrih 842 evrov bruto, vendar s tem povišanjem niso zadovoljni ne delodajalci, ne sindikat. Za ene je premalo, za druge je preveč. Kakšno je vaše mnenje glede dviga minimalne plače? Strinjam se s tem, ne. Torej, zakon o minimalni plači pravi, da se morajo minimalna plača vsako leto torej povečati, ne, z javnim dolgom, kako nekako to gre. In letos torej, moramo se pa ministrica se pa mora s socialnimi partnerji vseeno dogovoriti. Čeprav ni nujno, da oni soglašajo s tem, ampak vseeno je lepo, da se pogovarjajo, ne. In ravno prejšnji teden smo imeli, torej Levica je dala predlog, da bi se minimalna plača povišala na 700 evrov neto, ne. In potem ministrica ima diskrecijsko pravico, da lahko se odloči sama, to je iz leta 2010, ko se je minimalna plača dvignila za 22%, od takrat ima ona pravico, da januarja objavi, koliko se bo v bistvu minimalna plača dvignila. In ona je izbrala eno srednjo pot. 4,7%, kar pomeni 25 evrov neto na minimalno plačo. Mi pa vemo, da minimalna plača je tista najnižja plača, ki jo mora delodajalec zagotoviti delavcu, ki dela polni delovni čas. In veste,
minimalna plača 613 evrov, ne vem, kdo lahko dostojno preživi z njo. Tudi 638, kako bo zdaj, bo težko. Ampak vendarle je korak naprej. Mi smo že enkrat popravili in smo dodatke izvzeli iz neto plače. To se pravi, to je nedeljsko delo, praznično delo in nočno delo. Ampak tako, kot ste točno sama ugotovila, je, delodajalci s tem nikakor niso zadovoljni in se bojimo, da ne bo prišlo do odpuščanj in do prekarnega dela še bolj, ne. Sindikati niso zadovoljni s tem, da bi se moralo še povečati. Vendar jaz vidim tukaj razmerje. Minimalna plača in povprečna plača. Torej, povprečna plača bi se vsekakor morala dvigniti in potem, da ne bomo prišli skupaj minimalna in povprečna plača, to razmerje bo trebalo omejiti. In mi imamo v programu za naslednje obdobje, da se bo torej minimalna plača morala urediti. Če se zdaj v nadaljevanju takneve še ene druge tematike, na zadnji seji Državnega zbora ste spregovorili tudi o zakonu o spodbujanju turizma, ki nekako predvideva bolj enakomerno spodbudo razvoja turizma. Na kaj ste pravzaprav opozorili? Opozorila so bila kar, skoraj bom rekla, na levi in desni enaka, ne. Res je, da bo bolj enakomerno spodbujanje turizma in jaz sem tudi sama rekla, da se turizem ne konča na Trojanah, ne. Torej, ta enakomerna spodbuda bi naj bila, tako kot pravi naša državna sekretarka, od Goričkega do Pirana enaka. In zdaj, če se malo poglobimo, vidimo, kako lepa je naša država. Recimo na 300 kilometrov lahko smo v termah, lahko smo potem na morju ali pa v planinah, da je res lepa. Ampak nekako bom rekla, da vzhodu se niso dajali take spodbude, kot so jih bili deležni. Recimo na Bledu, v Portorožu, v Ljubljani, ne. In če bomo mi začeli spodbujati naše lepo Pomurje, iskati naše skrite kotičke, imamo zelo, zelo velik potencial, ker lahko to pokažemo, potem se bo tudi sprostilo naval turizma na tiste mesta, ki so sedaj mogoče prenatrpane. Zdaj, če pogledamo Ljubljano, vidimo, da je Ljubljana resnično prenapolnjena, ne. In če bi znali usmeriti, če bi znali prikazati naš vzhodni del, kako lep je, kakšne kapacitete ima, potem bi se to nekako izšlo. Opozarjali smo pa predvsem na turistično takso. Turistična taksa se nam zdi, da je izredno visoka, se pravi 2,5 evra plus promocijska taksa, 0,25%. To se nam zdi izredno veliko. Ne zato, da tujci prihajajo k nam, da bi tujce mi odganjali, ampak vendarle smo tudi mi turisti. In si predstavljajmo, da gre 4-članska mlada družina nekam, da plača recimo 300 evrov tam za par dni in potem še 100 evrov turistične takse. To se nam je zdelo malo previsoko in smo že imeli dogovore, da bi malo sprostili. Jaz sem celo tudi v svoji razpravi rekla, da upam, da bodo naši pomurski župani toliko razumljivi, da ne bodo res šli maksimalno dvigniti tole, ker to je v domeni županov, da lahko oni snižajo. Tudi mi, ko gremo za našimi člani na morje, imamo možnost, da nam občina celo ugodi, da ne plačamo turistične takse. Tukaj je bilo največ, torej vsi smo razpravljali o tem, da se nam zdi ta turistična taksa previsoka. Poleg tega se nam pa zdi tudi, da tudi v kempih je izredno visoka turistična taksa in mi vemo, da recimo Bled, če zdaj vzamemo Bled, to je tranzicija, ne. Tam pridejo z severa dol in se oni ustavijo, prespijo eno noč in če bo 14 evrov na noč, ne bodo prespali, bodo samo tam mogoče počivali in potem naprej na Hrvaško. Tukaj bo trebalo še urediti, se pa strinjam, da nas povežejo. Tukaj jaz tudi vidim te naše male obrtnike, vse te, ki pač skrbijo za našo kulturno dediščino, da jih povežejo, da bodo bolj poznani, da bodo skupaj nastopili in potem eno zgodbo uspeha tudi oni lahko prikazali. Če se malo še ostanemo pri Pomurju in turizmu, že zdaj ste omenili, je nekako prednost oziroma priložnost Pomurja v združevanju, verjetno neki skupni promociji? Ne priložnost, to je nuja. To je nuja, da se moramo povezati skupaj. Ker zdaj vi poglejte, vsaka občina ima TIC, ampak vsaka občina promovira svojo občino.
čez vrtiček, čez mejo ne pogleda, ne? In ravno v tem povezovanju mi vidimo prednost, da bi se povezovali in da bi pravzaprav imeli en management, ki bi to usmerjal. Tako kot sem povedala, male obrtnike, potem velike. Zdaj, gledajte, mi tem in tega mi ne rabimo promovirati, to itak oni imajo svoje službe, ampak tem malim je treba pomagati, ker zdaj vsak mal vrtnari v svojem vrtičku, pa se nekje mal pojavi, pa nekaj malo ne vem kaj, ampak uspeha ni. Jaz se spomnim, da smo bili, ko smo bili prvič na Diši po Prekmurju, na Pogačarjevem trgu v Ljubljani, kulinarika, to je šlo v eni ure. To smo vse prodali, vse je bilo, ampak ti mladi, ki so prišli, mali, ki so prišli, recimo tisti, ki cekerje pletejo, ki recimo tepihe delajo, ki nekaj malega imajo, nič. Tistega se sploh nismo dotaknili. Če bi pa promocijsko nekdo to predstavil, to je značilnost Pomurja, dajmo, mislim, da bi bilo. Pa tudi s temi davki, z temi blagajnami, tudi tukaj jih malo zavirajo, kulinarika recimo, da se dobro, imamo gibanico, pa tisto imamo, ampak imamo pa tudi na Goričkem veliko tega, ki bi bilo potrebno promovirati, tako da bi potem res ena zgodba uspeha se rodila. Zagotovo Pomurje ponuja še več kot tiste tradicionalne bujte, repa in gibanica in podobne stvari. Absolutno, ogromno tega je, ampak pravim, to treba spromovirati, tu rabimo človeka. Veste, včasih pravimo, so zloženke, so ne vem kaj vse, to je papir, pogledaš ali pa ne, če je pa človek, ki ga slišiš, ne, in ki zna to povedati, potem se tukaj rodi nekaj dobrega. Preden se za konec dotakneva še državnozborskih volitev, ki bodo 3. junija, mi povejte... 10. se opravičujem. Mi povejte, na kateri dosežek ste v svojem mandatu najbolj ponosni? Vam bo ostal mogoče najbolj v spominu? Jaz vam bom tako povedala, ker včasih vprašajo, če so obljube, ki smo jih pač povedali, bile izpolnjene. K sreči jaz nisem veliko oziroma skoraj nič obljubljala. Vem, da sem obljubljala to, da bom veliko na terenu, da bo z ministrom prišla, kar pravzaprav, moram povedati, v začetku se je dogajalo, potem pa ne več, ker vedno se pri nas dogaja med vikendi. Dogodki so med vikendi in veliko vabil je med vikendom. In vedno je bilo, a Marija, a ti bo šla v četrtek doma, v petek, ne vem kaj. In potem sem jaz vprašala, kaj pa teren? Ja, pravi, ti si tukaj v službi. Zdaj pa tako, ljudje mlajši, ki se vozijo, jim ni problem, da se v sredo vsede v avto, gre na dogodek in potem nazaj. Meni je to težko. Jaz se peljem v ponedeljek nazaj in v petek oziroma v soboto, kakor pač je čas, mi dopušča, pridem. Rada se udeležim vseh dogodkov, ogromno vabil je, vseh se ne morem. Tako bom povedala, bilo je doseženega zelo veliko, ampak mogoče bi bilo lahko več. Ampak bom rekla, kaj se tiče oseb s posebnimi potrebami, na tem področju je bilo veliko narejenega. Prisluhnili smo tudi najranljivejši skupini, to je se pravi družinam z nižjimi dohodki, tako da smo sprostili potem brezplačno malico in kosilo, potem smo zdaj sprostili tudi že 7. in 8. razred, torej otroških dodatkov. Na veliko področjih sem pomagala sem tudi recimo pri ustanovitvi materinskega doma v Svetem Juriju in Obščavnici. Potem smo za osebe s posebnimi potrebami tudi v bolnici zagotovili pod narkozo sanacijo zobovja. Potem sem veliko tudi prispevala k dolgotrajni, torej zgodnji obravnavi otrok s posebnimi potrebami, ki je zdaj sicer projektno, ampak s 1.1.2019 naj bi se pač redno začel. In veliko takih drobnih stvari je bilo, torej veliko poslanskih vprašanj. Potem sem pomagala tudi tukaj, ko je bila prometna nesreča v Beltincih na kolesarski stezi, da smo uspeli, da so se zdaj traktorji spet nazaj na regionalno cesto. Torej veliko tega, ampak jaz vam povem, ponosna pravzaprav sem na vse, karkoli je bilo dobrega storjeno v tem državnem zboru. Smo koalicijska stranka, včasih morda
bi kazalo, da ne bi kakšnega zakona podprlo, ampak veste, če si v koaliciji, pač moraš delati tako, kakor ti pač dovoljujejo. Za konec ne gre mimo vprašanja, ki ga bomo verjetno zastavili vsem poslancem pomurskim. Boste ponovno kandidirali za poslanko? Glejte, jaz sem dosegla zelo veliko. Jaz sem ponosna, da sem lahko bila del najvišje zakonodajne oblasti, ker tega nikoli nisem niti v sanjah razmišljala, da bi kdajkoli kandidirala. 4 leta so hitro minila, tako kot sem zdaj že povedala, je bilo veliko storjenega, ogromno dobrega storjenega. Glejte, imamo en mir, kakorkoli ljudje še niso povsem zadovoljni in tudi mislim, da nikoli ne bomo, ne, to je tako. Da bi pa kandidirala ponovno, pa glejte, vsak človek mora vedeti, kdaj je konec. Pri teh letih mislim, da ne bi bilo niti, ne vem, kako bi rekla, primerno, da se še enkrat pojavim za 4 leta, čeprav so bile ponudbe, čeprav me ljudje vzpodbujajo, ampak vendarle človek mora vedeti, kdaj mora zaključiti. So že na listah mlajše gospe, ki sem prepričana, da bodo dobro opravile svoje delo. Jaz pa bom prišla domov in še malo uživala v svojem pokoju, ki sem ga prekinila. Jaz sem bila 8 let v penziji in sem morala potem oditi v Ljubljano. Mož je sam doma. Mislim, da nama nekaj časa skupnega še ostane in se tega prav gotovo veselim. Vsem pa želim seveda uspešno delo, ki se bodo pojavili na naših volilnih listkih in da bodo dobili glasove. Prav, najlepša hvala vam za obisk v našem studiu in seveda, da boste čim bolj izkoristili ta vaš čas. Hvala lepa, bom probala. Vam, drage gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost in nasvidenje do prihodnjič.